En lep pozdrav vsem. Pričenjamo z drugim delom popotovanja po Alpah. Z vami sem moderator Tilje Nipič, skupaj z gostijo Matejo Mazgan-Sendegačnik, ki je prav tako aktivno prostovoljna novinarka spletnega časopisa Globetrotter in prostovoljkinja Popotniškega združenja Slovenije. Ista organizacija organizira današnjo oddajo v sodelovanju z Mladinsko-kulturnim centrom Maribor. Mateja, ponovno pozdravljena z nami. Mogoče nam lahko začetek poveš, kaj bomo pa danes spoznali, oziroma kam se bomo danes odpravili. Ja, pozdravljeni. Danes smo torej v drugem delu potovanja po Švici. Prejšnjič smo predstavili malce Tirolske, sedaj pa bomo večji del ostali v Švici in sicer v najlepših predelih, v najvišjih predelih in potem se vračali počasi preko Italije nazaj v našo rodno Slovenijo. Torej, začeli bomo pa tam, točno tam, kjer smo prejšnjič končali, torej pri eni izmed najvišjih atrakcij, lahko rečemo, najvišjih točk vašega potovanja. Na Jungfraujochu. Čudovito. Torej, želja nas vseh je bila, da na našem potovanju obiščemo tudi Jungfraujoch. To je visoko nekaj čez 3400 metrov, do koder pripelje torej Zobata železnica. Najprej se pelje z gondolo, kar precej daleč. Z gondole smo že opazovali ledenik in potem v zadnjem delu se pelje z tole Zobato železnico, kot sem rekla, do 3454 metrov, če se ne motim, od tam pa potem seveda še malce peš ali pa z dvigalom višje do 3573 metrov. Ko smo se podali gor, je najprej kazalo precej slabo vreme in nas so tudi dol opozorili, so rekli, da mogoče boljše, da počakamo kak dan, pa se potem podamo gor, ker oni ne morejo garantirati, da bomo imeli kakšen razgled. Ker pa smo bili časovno omejeni, žal nismo imeli možnosti prestaviti in smo se potem vseeno pač odločili, da ne glede na vse se podamo gor in smo imeli srečo. Vreme se je toliko zbistrilo, da smo imeli razgled tudi na ledenik. Je pa tako, da če tudi ne bi imeli nobenega razgleda, moram reči, da bi bilo vsekakor zanimivo videti tudi ostalo, ker znotraj v dejansko skali imaš ogromno zanimivosti, ker greš dejansko v notranjost ledenika. Torej, prvi poskus videti ledenik od zgoraj je bil neuspešen. Od zadaj megla. Smo prišli gor, pihalo je zelo, nismo videli praktično nič. Malce razočarani smo šli v notranjost, si ogledali vse te njihove atrakcije, ki imajo res čudovito urejene, se prehodili po notranjosti ledenika, zelo zanimivo za otroke, sam led, drsanje, padanje po tleh, ampak zelo zabavno. Tu imajo veliko raznoraznih skulptur, tudi klavir, seveda v naravni velikosti. Na otroke niso pozabili, Ice Age, ledena doba, tako da tudi to je bilo res... Vemo, kaj se je zgodilo z njim na koncu. V tej naši zgodbi je ostal še vedno not. Kaj pa je bilo pol pa, ampak ve. Tako da, ko smo hodili po teh vseh tunelih, na začetku je bilo otrokoma super, hčerki ves čas, sin pa je potem začel malo čutiti višino in je začel tarnati, da ga boli glava, tako da tukaj pač ni bilo druge pomoči, ko pa seveda pač pol, ko smo se spustili niže, kak smo prišli niže, ga je nehala boleti, tako da on je najbolj občutal. No, drugi poskus videti ledenik pa je bil uspešen. Potem smo se spet pospeli gor na vrh, da bi videli kaj, in se je na srečo toliko odprlo, da smo videli in lahko celo šli ven na prosto, tako da smo bili dejansko na snegu. Tu smo se potem celo malo kepali, se zabavali in potem se počasi vračali nazaj v dolino. Tisti del pardon, da te prekinjam, tisti del v ledeniku se imenuje drugače ledena palača, ne, če se ne motim? Ja. In je prav tako vključen v ceno, oziroma je posebej treba kupiti vstopnico od... To je vse vštito v ceno, ja. Je pa tukaj treba kar, če hočeš res fajn doživeti ene pol dni, si je treba vzeti časa, ker je prejšnjega gor je fenomenalno doživetje, gor je seveda tudi restauracija in vse. Je pa tudi samo potovanje gor z Zobato železnico, pa potem z gondolo, čudovito, sploh z gondolo, ker so zelo lepi razgledi naokoli. Na vrhu je pač tudi ta obkroženost s vsemi temi visokimi gorami, ne? Ja, tistega pač mi vsega nismo tako dobro videli, ker je bilo pač tako vreme, ampak
ni bilo pač druge opcije, ali gremo, ali pa sploh ne gremo, ne? Tako da smo se pač tako odločili pol. Seveda ni tako, da ste dosegli glavni cilj. No. Ja, to je pa res, ja. Je pa tam čisto v bližini, ko krene gondola, ena zelo posebna soteska. Imajo sicer veliko sotesk, ampak ta izstopa. Zakaj? Ker smo spet gledali nekaj takega, da bo zanimivo za otroke. V tej soteski imajo preko reke speljano tako mrežo, okoli ograja, dejansko ne moreš pasti not, lahko ti pade kak telefon skozi, to se da zna zgoditi, ali pa kaj drugega, ne moreš pa ti pasti noter. In ta mreža deluje kot nek trampolin. Spet je bilo tako, da smo bili gor vsi, od penzionistov do otrok. Vsi smo skakali po tej mreži, to je bilo res zelo, zelo zanimivo, atraktivno. Potem smo šli do konca soteske in nazaj in spet si na to mrežo, tako da je bilo eno tako posebno doživetje. Je pa zanimivo, ti dejansko skačeš po tej mreži, od spodaj pa je taka deroča reka, v bistvu, ker taka horurni bi lahko rekla. Je pa zgleda, ta soteska res zanimivo za ogledati, mesto speljane poti, nekaj takšnih tunelov, nekaj ob reki, nad reko, najbolj atraktivna pa definitivno ta mreža, ker na koncu soteske imamo tudi mi, tudi naš Vingard je čudovit, ampak ta mreža je pa dala piko na i in verjamem, da se marsikdo sem poda ravno zaradi tega, sploh tisti, ki imajo otroke. Ker je to nekaj... Vidim, da ste imeli večinoma zase to mrežo. Ja. Ste imeli tudi srečo z obiskom. Ja, moram reči, da mi prav nikjer nismo imeli gneče, ali pa da bi mogli kje čakati v kakšne kolonije, ali pa da bi mogli karkoli rezervirati, ni bilo, to pa če bilo konec junija, zadnji teden v juniju. Pravijo pa, da se potem julij pa avgust precej spremeni. Seveda takrat imajo otroci potem počitnice, mi smo šli, v bistvu zadnji dan šole smo že odpotovali in smo imeli kar srečo, kar se tega tiče. Takle pa zgleda, v bistvu na tej mreži ležiš, od spodaj pa teče ta deroča reka. No in potem, ko smo že prejšnjič omenili našo jamo, San Beatus, ki smo jo poskušali že dan prej videti, žal ni bilo uspešno, ker so nam pred nosom dobesedno zaprli, smo se potem vrnili, vztrajali, še enkrat se podali po tej zanimivi poti do vhoda in imeli srečo, jamo smo lahko obiskali. Tudi tukaj gre za eno tako tipično kraško jamo, kakršne so pri nas. Torej imajo kapnike, stalaktite, stalagmite, stebre, zavese, vse je tukaj. In se gre po eni in isti poti v jamo in tudi po bolj kot ne isti nazaj. Malo je levo, desno, kakšen del poti. Je pa tako, da jama je precej turistična. Predvsem smo pa to videli zato, ker tam, ko je precej osvetljeno, se dobesedno so začele rasti alge. In to kaže na to, da je jama zelo pogosto osvetljena in to je tipični primer. Pri slapu na koncu jame, na desni strani se vidi vse zeleno. To je dejansko drugače nemogoče, da bi bilo v jami, ampak to naredijo luči. In tako zelene jame še v bistvu nisem videla, ampak to v bistvu ni prav na koncev, ne. Samo pač to je naredil turizem svoje. Torej, te alge, to ni dobro za jamo, oziroma... Pa ni, da bi zdaj neko škodo naredilo, ampak ni pa naravno. Definitivno ni to naravno za jamo, da karkoli v jami takega uspeva. To je posledica torej človeške intervencije v jami, oziroma obiska prekomernega. Oziroma, to je zaradi tako osvetljave, zaradi tega, da se pač vidijo ti slapovi in tako naprej. Ja. Ker jama je seveda zelo dobro osvetljena, nikjer ni treba paziti, kako se gre, ker je vse pač za turizem super urejeno. Je pa v bistvu ta zunanji del je tudi zelo fascinanten, gre to po tako mogočno skalo, ta vhod v jamo in ti slapovi dol in potem te poti vmes, pa seveda tudi igrala. Tak je pa razgled od jame dol v dolino. Potem smo se podali še v tako eno dolino, ki pravijo, da je dolina padajočih voda, veliko slapov, tu je pa zelo deževalo in nam najbolj zanimivo je bilo to, kaj naredijo Švicarji. Tam, ko imajo te njihove lepo urejene hiške, gor pelargonije, da se slučajno pelargonije ne bi poškodovale, dobi vsaka pelargonija svoj dežnik. Zanimivo, ja. Ampak tudi moram reči, da ta dež niti nas ni tako pretirano zmotil, smo sicer več časa preživeli v kombiju, smo se vozili naokoli, ampak iz avta dejansko lahko tudi zelo veliko vidiš.
Tako da tu pač enostavno nismo šli zgor z kako gondolo, kar bi mogoče šli, če bi bilo lepo vreme, smo pa tudi iz same doline videli veliko. Če se ne motim, je to ta znamenitost teh fotografij Lauterbrunnen v Sicer? Ja, Lauterbrunnen, ja. In tudi tukaj čisto v bližini Lauterbrunena smo mi potem kempirali in zvečer smo imeli srečo in nehalo padati. In tu so imeli bazen, otroci so se seveda spet veselo kopali in potapljali. Okay. Ja, tako da to je bilo v tem kempu. In seveda spet viseči mostovi. Teh visečih mostov je res bilo nepredstavljivo veliko. In tu smo se pa potem podali na najbolj strmo zobato železnico v Švici. Podali smo se precej visoko v hribe. Zobata železnica gre tako po konci gor, da se ti dejansko zdi, da boš padel dol. Tako je strmo, kot da občutek je že, kot da bi se napično postavila navzgor. Ko pa prideš gor pod to zobato železnico, ki je res fascinantno, pa prideš do enega čudovitega jezera. To se imenuje Galmersee, je to jezero, ta zobata železnica je pa Galmerban. In najbolj nekako promovirajo ta Galmerban, ker pa je žela za najbolj strmo zobato železnico, ampak ko prideš gor, pa ko vidiš to jezero, to čudovito naravo, v bistvu se samo začudiš, kako je v bistvu res to čudovito, take turkizne barve in potem smo videli, da okrog celega jezera speljana pot, sicer je bila označena nekje za dobro uro pa pol hoje, ampak smo mi potem malce bolj hitro stopili, da smo v dobri uri prišli naokoli, da smo potem pravi čas ujeli zobato železnico nazaj v dolino. Pot okoli je čudovita, primerna za otroke, lepo urejena, le v nekaterih delih je treba malo paziti, tako recimo tukaj, lahko pride do kakega zdrsa, pa se slučajno dopade v vodo. Predvsem pa tale del poti tukaj pa imajo dobesedno zabetonirano v živo skalo, tako zelo ozko potko čez. In če ti tu spodrsne, si direkt v jezero. Sicer ne padeš direkt na kakšne skale, ampak padeš v vodo. Ne? Oziroma izkoristiš dnevni cilj kopanja. Ja. Skratka, tu smo šli okoli tega jezera in je bilo res čudovito, bi z veseljem še ponovila. In ko smo prišli potem proti cilju, mes je bilo še nekaj slapov. Smo se malce pošalili, pa smo rekli, si upa iti kdo kopat. Temperatura vode je bila, ne vem, mogoče 5-6 stopinj. Okay. In so se našli 4 od nas, 4 kopalci, vsi 3 otroci, plus en penzionist, ki so skočili v to vodo. Daleč od zadaj so se videli ledeniki, in vidite zdaj od zadaj gor ledeniki, toti pa so se kopali. Torej, moja hčerka, sin, prijateljice sin in pa še ta starejši kolega so se vsi kopali v tej ledeni vodi. Torej, kar 4 so se opogumili in skočili vodo. 4, ja. No in potem dalje potovanje spet po njihovi čudoviti naravi, krave nepogrešljive. Mi smo se stali na eni kmetiji, kjer so prodajali domači sir, klobase, domači kruh, skratka vse domače, tako da je to tudi eno tako zanimivo doživetje in priporočam, da se kdo kje tako ustavi, ker na drugačen način potem doživiš Švico in njihove domačine. Kakšno pa je bilo to kulinarično doživetje? Mogoče malo tak Ja, zanimivo, v bistvu tako čisto po domače, tam je bila zraven štala, in tam so imeli eno malo pocuno in so nam narezali in prinesli na pladnjo, res tako zelo domače, pa krave so hodile okoli. Prav pristno, še vonje. Ja, res zelo pristno, čisto v bližini pa je bil tale travnik, poln arnike. V bistvu, kamorkoli se pogledal, je bila sama arnika, tako res zanimivo. Je pa v Švici seveda to strogo prepovedano pobirati, trgati, tako da pač to pustimo, narava naj ostane taka, kot je. To je tudi etično poprav, ja, da se pusti. Ja. Potem pa smo potovali še čez en zelo lep in v bistvu tudi zelo znan del Švice, čez prelaze in od teh prelazov najbolj znan je Grimsel. Tole še proti Grimslu, to še točno tam, ampak tu pa smo srečali eno srečanje Porschejev, ja, zanimivo, ampak te njihove ceste, to je idealno za to.
Zdaj pa zakaj hodijo ravno Porsche v ta del, ker tukaj je bil sneman film James Bond, en del, in on je tudi se vozil z temi športnimi avti po teh cestah in te ceste privabljajo sedaj najrazličnejša športna vozila, pa tudi motoriste in tako dalje. Ja. Prav filmska lokacija za filmske turiste v Ja, Švici. ja. Tista zgradba poleg Porschejev na prejšnji sliki deluje tako zelo, prav zlije se z okoljem, no, z okolicem, Ja. res dobro. Ja, to je tak en hotel, je pa še en bolj poseben, ki ga bomo malce kasneje videli. Ja, še bolj atraktiven. Skratka, na tem Grimslu tu imajo take travnike, cvetlic, ki jih dejansko skoraj ne moreš več videti. Ko je dejansko vse v cvetju, najrazličnejše gorsko cvetje, cveti vse poprek naokoli. Tole je ta cesta, ki je taka zavita, in tam se že v zadju malo vidi tisti zelo poseben hotel, in to je to. Taka zelo znana stavba, ki je dejansko not v ovinku, in tu je pač ta hotel, ki je v bistvu zelo pogosto fotografiran hotel. Na tem ovinku se je mogoče torej ustaviti, pa dejansko fotografirati hotel, razgleda točka na hotelje ob cesti. Ja, dejansko, tako izgleda, ja. Ta atrakcija, tu vsi stojimo in fotografiramo ta hotel. Eto, spet krave za atrakcijo, celo za možo, za kako fotografijo. To je pa v bistvu vhod, kjer plačaš vstopnino, ni drago, par evrov, da si greš pogledat ledenik. Zdaj v ozadju se vidi ledenik. Dokler da ne prideš blizu, sploh nimaš občutka, da je del tega ledenika pokrit z belimi plahtami. To pa zato, ker se tako hitro topijo ledeniki, da so jih začeli celo pokrivati, zato da jih obdržijo. Ker nekaj let nazaj v tem delu, ko smo mi prišli tja po poti po skalah, je še bil ledenik. Sedaj ga ni več, tako hitro se topi. Je pa tudi tu tako urejeno, da se da iti v samo notranjost ledenika. Tukaj je seveda bilo precej hladno. In tule pa fotografija, zakaj ta fotografija, ker je par let nazaj tukaj še bil ledenik. Sedaj pa sta se mala dva že lahko vozila po skalah poriti. Tako hitro se žal to odvija, bolj hitro, kakor bi si mi lahko toliko zamislili. Torej, kljub temu, da dejansko pokrijejo ledenik s temi plahtami, ampak kaj je zaradi vročine še vedno se hitreje topijo, kot bi se drugače, oziroma zelo hitro se topijo. Popolnoma ne gre preprečiti. Ne, popolnoma ne gre, čeprav veliko verjetno tudi naredijo s tem, ampak vse pa seveda ne morejo. To so pa te ledeniške vode, ki tečejo od tega ledenika. Tukaj vidiš dejansko dol naprej je celo slab, kako hitro se to topi, kakšna količina vode je od tam. Od zadaj se vidi dejansko slab tudi, ne? In to vse gre iz teh ledenikov. Kakšna gmota vode je od tukaj v bistvu. Pa to je bilo junija, nekaj pa julija, avgusta šele, tukaj še hujše verjetno. Če se kdo poda slučajno tudi na Grossglockner, tudi tam, ko se spuščaš do ledenika, so po poti table, kjer vse včasih ledenik bil, do kam je segal, ne? To je povsod v bistvu po svetu, tudi marsikje drugje, na drugih celinah sem to opazovala, iste probleme. In imajo vse povsod table, pa greš v okoli, pa kaže, od tega leta je bil tukaj ledenik, potem je bil tam in v bistvu, ko hodiš, samo gledaš te letnice in se čudiš. Eto, omenila sem že cvetje, tele gorske lilije, jih imajo zelo veliko in je zelo fajn opazovati to cvetje, ki ga še redko kje lahko vidiš. Spet viseči mostovi. Tega je bilo toliko, da me je v bistvu presenetilo, ker ko sem bila v Švici nazadnje, recimo 10 let nazaj, še ni bilo tega. Se sploh ne spomnim, da bi bilo toliko teh visečih mostov, to je zdaj tako popularno in je pa seveda zanimivo se podati čez te viseče mostove. Eto in spet naše taborenje. Moram povedati, da včasih po večerih, preden da smo seveda zaspali, nas je včasih kar fajn zazeblo. Teda po večerih smo se potem začeli oblačiti. V šotoru seveda ni bilo mrzlo, imamo pravo opremo, tako da je primerno tudi za minus. Drugače pa Švica za taborenje je nekaj drugačnega, ko pa če prideš recimo nekam na morje. Zdaj pa še ena atrakcija na naši poti, to pa je Zermatt. To pa je v bistvu čist drugi svet, ker v mestecu ali vasici, kakorkoli bi lahko rekla, tam ni vozilo oziroma so samo električna in do tja lahko priješ samo z vlakom. Parkiraš vozilo, greš na vlak in v, ne vem, približno 15 minutah, ali mogoče malo manj, si v Zermattu.
izstopiš in potem hodiš peš naokoli, kakšno električno vozilo se kje pripelje, ja, in po samem kraju so vse te hiške lesene, v tistem starem stilu, naokoli so visoki hribi, teda jaz sem bila sedaj drugič tukaj, prvič sem bila tukaj na smučanju in je bilo zanimivo, ko hodiš po mestu, pa se ti smučarke mimo pripelje. Zdaj poleti pa je v bistvu tako, da lahko greš tudi v hribe, isto kot po zimi greš gor in smučaš dol, sedaj pa greš seveda gor za temi zabatimi železnicami, z gondolami, karkoli in potem greš na kakšen pohod. Seveda planike, tudi nepogrešljive, imajo v lončkih naokoli nasajene. Ta Cermat je čudovit, mislim, ko sem ga sam obiskal, sem opazoval jutri ta sončni vzhod na gori Matterhorn in je res nekaj posebnega. No, praktično moraš z vlakom priti do tega mesta, mesteca. Ko vidiš res same smučarje, pa električne avtomobilčke. Ja. In to pa te gore v ozadju, res neverjetno. Ja, res je lepo. Mi sicer čisto vrh Matterhorna smo videli sam prejšnji večer, ko smo bili v kempu, potem pa je bil malo v oblakih, ampak vseeno je bilo lepo. Teda smo si pač izbrali eno izmed mnogih tur. Mi smo se peljali potem za zabato železnico v gore, ker tam pač lahko izbereš, kaj si boš ogledal. Mi smo pač eno izmed teh izbrali, ker je seveda vseh zelo veliko. In potem smo šli na en pohod po teh gorah naokoli in če bi bilo res čisto jasno, bi imeli Matterhorn dobesedno kot na dlani, bi bil za nami, ampak žal se ni videl. Torej na teh fotografijah bi moral biti Matterhorn v ozadju? Ja, tam pri tistem jezeru bi moral biti v ozadju. Ja. Je glih pač v oblakih, res svoje višine. Ja, so v oblaki, ja. Smo pa imeli srečo, da smo vsaj ledenik videli dol, je tudi zanimivo doživetje. S tem ste prišli torej z vlakom, ne? Z vlakom, potem pa peš dalje, ja. En del greš z vlakom, pač do zgornje točke, kolikor se je dalo pripeljati, potem smo šli pa eno tako, kakšne 2 uri smo hodili okoli, smo spet eno tako krožno pot izbrali, ampak glede na to, da vse to razgledno naokoli, če tudi bi šel nekje vse poprek dol, bi vseeno ne bi zgrešil, ne bi se dalo priti. Teda smo bili dokaj blizu ledenika, v bistvu dalo bi se iti tudi čisto dol do ledenika, ampak se pač bolj nismo odločili za ta del, je bilo pa lepo videti na ledenik. Res lepe fotografije, res se razorno prikaže ta ledenik, panoramsko. Ja, tako da to so pa te poti. Sicer je bilo kar nekaj sonca, ampak ravno vrh Matterhorna je bil pa več čas za oblaki, tako da škoda, ampak ne moreš kaj. Vse tisti, ki verjetno večina od vas ve, da ta gora res, ta gora, ki predstavlja goro v svojem pomenu besede, ne? Ta špičak, oziroma tak trikotnik, to pravi. Ja, to je izjemno gora. Ja. No, tule okoli so še druge zanimive gore, tudi ta je taka posebna, to smo pa zelo dobro videli. In pa njihove ovce. Kar mi je bilo zanimivo, teh ovc smo videli večkrat, tako že mestno, ko smo se vozili naokoli, in te njihove take črne glave. In kar je bilo zanimivo, ko smo prišli do teh ovc, te ovce se dejansko sploh ne bojijo. In to je v bistvu cela čreda ovc in prav nič se ne bojijo in prideš čisto do ovce. In te samo gledam, tako da malo si skeptična, ti bo kaj naredila, ali ne, ampak ko pri nas dejansko se ovce zbežijo, ko prideš, to je neka čisto druga vrsta in prideš čisto blizu in dobena nič ne. Tukaj je obratno. Ja, vse te samo gledajo in jih lahko pobožaš, zanimivo, ja. No, tole pa so te kočije, ki si lahko seveda najameš in se voziš po Cermatu. In pa seveda ne moremo mimo švicarskih čokolad. Švica je seveda znana tudi po čokoladah, mi poznamo bolj Toblerone pa Lindt pa tako dalje. Tukaj pa je še kup drugih čokolad, čokoladnic, ki so odlične. In mi smo eno tudi obiskali v Cermatu. Odlična čokolada, seveda po dolgem in počez, cene pa so tudi kar precej visoke. Se pa splača poskusiti. Vsaj en košček. Ja, vsaj en košček, ja, saj smo poskusili enih par, ampak ko so otroci navalili, smo le komaj kaj okusili. Tole pa še malo njihovega cvetja, divje orhideje, katerih je bilo ogromno, pa še od teh ostalih. Tu smo pa že potem počasi potovali proti Italiji. Seveda smo rekli, da bomo naredili... Pardon, da prekinjam, tukaj moram naznaniti, da deluje kot reklama za Ricolo. Vsi travniki s svetlicami. Res je, ja.
Tako da rekli smo, da bomo naredili krožno turo, torej čez Avstrijo, Liechtenstein v Švico in potem čez Italijo nazaj. V Italiji smo se sicer malce manj ustavljali, zato ker se je potem že malce modilo proti domu. Smo pa še pri Lago Maggiore potem eno noč prenočili in tukaj si malce privoščili bolj dopustniški del, se kopali v jezeru, to je pa že malce bolj toplo. In kaj je bilo zanimivo, otroka so se kopala z račkami, z labodi, vse je plavalo mimo nas, tak, zanimivo doživetje, spet nekaj posebnega. Prej sem že omenila starodobna vozila, ja, ta je človek meni zelo padel v oči in hitro je bila želja, da bi imela kaj takega ali pa še kaj bolj starega za avtodom. Takole pa je pri tem jezeru. So tudi peščene plaže, so ležalniki, skratka, vse, kar nudi morje, nudi tudi Lago Maggiore. Torej niste niti enega dneva izpustili za kopanje, vsak dan vam je uspelo dejansko se kopati? Vsak dan se je uspelo kopati in vsak dan drugje, teda tudi celo enkrat v bazenih, imajo super urejeno za otroke in to je v sklopu kempa, tako da plačaš pač za kemp in potem imaš tam zraven jezero, plažo in potem še bazen z otroškimi igrali. Ja, pa še tale bazen, ja, super imajo urejeno, res pohvale. Teda to je bila potem naša zadnja noč in potem smo se vračali še nazaj proti Sloveniji preko Gardskega jezera, teda to je bil še potem en postanek in kopanje, to je bila voda najtoplejša, spet so bile račke in tu smo se potem vračali proti domu. Vožnja je bila sicer najdaljša, ampak je bilo boljše, da smo si vzeli več časa v Švici, ker to je še vseeno bliže nam pa lahko kadarkoli gremo, Švico pa še moraš skočiti ravno vsak dan, ne. Ja. Teda potovanje je bilo čudovito, kot sem rekla, je bilo od petka pa potem do naslednje nedelje. Tako je bilo pa potem proti domu, ko so potem v kombiju vsi zaspali, jaz sem bila šofer ves čas in vsi ostali so pa takole spali v kombiju proti domu. Velika odgovornost je bila na tebi. Ja, neka odgovornost je bila, ampak nič hudega. No, pa da ne bomo ravno to sliko izgledali to zadnjo, pustimo reči kaj drugega. Skratka, potovanje, kjer smo ogromno doživeli, je bilo tudi hkrati zelo ugodno. Zakaj? Kombi smo se takrat imeli srečo brezplačno najeti, tako da smo potem dali denar skupaj za gorivo. Kempi so ugodni, plačaš nekako parcelo, pa potem nismo tukaj komplicirali, smo se malo stisnili, pa je bilo seveda dovolj prostora za nas vse. Kuhali smo si sami, tako da to je bilo tudi zelo ugodno. Najdražja vstopnina je bila pač na ta Jungfrau Joch, drugje nekih dražjih vstopnin ni bilo, tako da na odraslo osebo je celotno potovanje prišlo okoli 600 €. Res zelo ugodno in včasih mi kdo sploh reče, da ne more verjeti, da je, ampak jaz sem si naredila cel spisek in dejansko je taka cena. Ok, za takšen konec sveta, tak drag je... Da smo si hrano tukaj že prej kupili, tako da tudi na koncu koncev to, kar mi radi jemo, testenine pa polento pa jajce pa take stvari, ni to drago. Tako da potovanje po Švici je lahko ugodno, je pa res treba se pač prilagoditi pa nekako dobro zorganizirati, priješ poceni skozi. Če je volja, se res da, mislim, tudi na najbolj dragih destinacijah na tak način potovati, to je res praktično za drobiš, lahko rečemo za Švico, ne? Ja. Kaj pa mogoče primerjave med temi kampi vidijo? Ok, ta v Italiji, pa mogoče v Avstriji, v primerjavi za Švico, kakšna razlika, ok, samo poleg cen, ampak tudi ste verjetno obiskali res različne kampe, ne? Vsi so bili super urejeni, ne morem reči, da bi bil kateri slabši, da bi kateri stopal, na splošno imajo vse zelo dobro urejene in tu so ugodni. Je pa res, da v večini primerov do konca junija velja ena cena, od 1. julija dalje pa druga, tako da gre mogoče za 20-30% cena potem navzgor. Torej ste dobro izkoristili zadnji teden junija. Ja, res je. Kaj pa sanitarije, pa to tudi vse verjetno bilo urejeno? Ja, super, pa kuhinja, vse moje, čeprav mi smo imeli vse zraven, tako da večina kempov je imela celo kakšne manjše kuhinje, bi se lahko tam naredili, ampak mi smo čisto vse imeli svoje zraven. Teda slučajno ne bi kje brez ostali.
Na drugi strani so pa dosti pripomogli tudi otroci, no, ki so sami kuhali in tako naprej. Ni bilo tudi posebna izkušnja, verjetno, otroci tudi sploh poučna. uživajo v tem. Mislim, da je za otroke dosti bolj zanimivo to, kot pa če bi šli neki apartma ali pa hotel, nekaj takega. Tukaj se skozi nekaj dogaja, se postavi šotor, se kuha, se pospravlja. Vedno so v teh kempih tudi igrala. Tako da otroci res bolj uživajo v tem. Praktično so aktivno, delovno vključeni. Tako doživetje, to je res nekaj posebnega. Ja. Kaj pa drugače na poti s kombijem, kaj je najbolj tak nepričakovanega bilo, kaj se je zgodilo tak, ker ste pač mogoče res zamajajo vaš načrt najbolj, poleg tega, da niste mogli tisti dan obiskati jame, ampak je bilo kaj tak posebnega izstopalo? V bistvu niti ne, smo šli kar precej po načrtu, edino, da smo tu potem kakšne 3 kempe smo potem spremenili, da smo kak dan dlje kje ostali, pa malo hitreje šli naprej. Tako da to smo edino spremenili, drugače pa smo kar šli nekako po tem planu, ker smo zaradi služb vsi omejeni časovno in smo morali pač gledati, da pridemo na tisti dan nazaj. Nismo pa bili pripravljeni česarkoli izpustiti in smo potem nekako kombinirali, da smo to vse doživeli, raje kaj dodamo, kot pa da bi kaj odvzeli. To je res vztrajno pa po postopku. Po eni strani je to tudi zelo dobro, da vidiš čim več v tem kratkem času, da ga izkoristiš. To je to, ker mene načeloma ne moti, da greš precej na slepo, ampak takrat moraš imeti pa čas. Če pa si omejen časovno, pa hočeš čim več doživeti, si pa moraš nekaj zorganizirati, da veš, kako boš čim več doživel v tem času. Kaj pa mogoče za konec, ta najlepši del se res, da je bilo zelo raznoliko, pa težko primerjati, ker je vse za izkušnja zase, oziroma vsak kraj. Ampak kaj je tisto, kar bi mogoče najbolj priporočala obiskovalcem te poti v Švici? Meni osebno je bilo nekako najbolj všeč, ko smo šli na to najbolj strmo zobato železnico na Gamlerzi, pa okoli tega jezera, to je bilo res tako, res je bilo čudovito, ker tudi ni turistov, ni dobene gneče, no, vse to ni nikjer, ampak tam pa smo bili praktično skoraj sami. Tako da tisto mi je bilo zelo, zelo všeč, pa tudi, ko smo šli na ta pohod do te posebne planinske koče, teda predvsem hribe. Zdaj, tisti, ki imajo radi hribe, je Švica tak ali tak top destinacija. Pravi raj. Ja. Tako, s tem pa smo tudi prišli do konca drugega dela odkrivanja alpskega bisera Švice. Mateja, hvala ti za tvoj čas, trud, za vse fotografije in izkušnje, ki si delala z nami, tudi na svete, za morebitno potovanje v te kraje. Za vas, dragi gledalci in gledalke in poslušalci in poslušalke, pa lahko več o Matejinem potovanju preberete tudi v njenih prispevkih v spletnem časopisu Globetrotter. Mislim, da so kar 3 deli tega popotovanja. Tako da oddajo boste lahko poslušali tudi v obliki podcasta, pa v obliki posnetka na YouTube kanalu. Drugače, to je to za danes. Hvala vam za to, da ste bili z nami. Do naslednjič veliko potujte in se vidimo. Bon voyage! Hvala, dio!